Lokalno in širšo javnost pa še vedno razburja približno 80 tisoč evrov težak projekt, s katerim naj bi poslanec Gibanja Svobode Teodor Uranič uredil, da se asfaltira cesta v bližini njegovega doma. Očitke poslanec v naprej posneti izjavi odločno zanika, potem ko se je zaradi domnevne ponareditve zapisnika odbora krajevne skupnosti, ki mu predseduje, znašel sredi kriminalistične preiskave. Poslanec na naše vprašanja ne odgovarja, zavrnil nas je tudi danes, ko smo bili v njegovi občini. Obiskali smo namreč Sveto planino nad Trbovljami ter se pogovarjali z domačini. Tadej Grešovnik. Iz urbanih Trbovlj, dolga, predvsem pa strma cesta, pelje do Svete planine. Cesta do ceste, ki že nekaj tednov buri duhove. 80 tisoč evrov je, spomnimo, občina namenila za ureditev prej makadamske poti, ki vodi skozi gozd in se konča tu, na soncem obsijanem razcepu, približno 300 metrov od hiše Teodorja Uraniča. To je torej kilometrski odsek, ki vodi sem v idilično naselje nad Trbovljami. Je kilometer asfalta, ki bržkonem krati spanec poslancu Svobode Teodorju Uraniču. In je kilometer asfalta, ki razburja zdaj Slovenijo, v prvi vrsti pa seveda lokalno skupnost. Seveda smo v krajevni skupnosti, ki združuje precej odročna naselja, veseli vsakega novega metra asfalta, a kakršnega koli dogovora ali sklepa o tej investiciji, tako Andrej Zlakar, nikoli nismo sprejeli. Ne vem, zdaj tu cesta se je naredila. Nisem proti, jaz tudi nisem proti drugače tem, ampak način, kako se je naredil, pa mi ni pasal. In pa tudi Levaščani so spraševali, ko se dela, mi smo bili v krajevni, nisem vedel nič za to. Zlakar je med drugim tudi zato celo zapustil krajevno skupnost. Spomnimo, protikorupcijska komisija, ki je prejela prijavo, je namreč ugotovila, da naj bi poslanec Uranič spremenil na seji dogovorjen vrstni red prioritetnih cest za sanacijo. Predlogi so bili, za kire ceste bi asfaltirali, vsak je dal svojo, neki planinski vas, Praproče, gor na Planin, Tule, tudi ta je bila med predlogom. Ni bil pa vrstno red nič določen tam. Ta se je pa kar naredila, pač brez naše vednosti ostalih. V krajevni ni bilo to nič sprejet, mi na sestanki nismo nikoli dorekli tega. Uranič se je, mimogrede, danes odpeljal mimo nas proti domu, nam zgolj pomahal, zatem pa prek službe za odnose z javnostmi vnovič zavrnil nastop pred kamero. Češ da je vse že povedal v tej v strankarskih prostorih posneti izjavi. Nobenega zapisnika krajevne skupnosti nisem ponaredil in ne obstajata dva različna zapisnika iste seje, kot je bilo to zaslediti v medijskih objavah. In kaj na to, da se je njihov poslanec znašel v središču kriminalistične preiskave, pravijo v Gibanju Svoboda. Seveda se s poslancem sem pogovarjala, pojasnil mi je zadevo in sem na stališču, da je prav, da trenutno opravijo organi pristojni za raziskavo takšnih dejanj svoje delo. Poslanec bo v postopkih sodeloval, prevzemal pošto. Ima vaše zaupanje? Seveda ima zaupanje. Uranič sicer trdi, da je žrtev diskreditacij, za njimi pa naj bi, pravi, stali lokalni veljaki. Očitki, ki so naslovljeni name, so neutemeljeni in so zagotovo politično motivirani. Kakšni točno naj bi bili politični motivi, denimo članov krajevne skupnosti, ki povezuje naselja tudi na 700 in več metrih nadmorske višine, pa poslanec v izjavi ne pojasni. Kriminalisti so bili pri meni, so spraševali, tudi zapisnik se jim pokazal, drugega pa ne. Trbovljski župan Zoran Poznič zadeve ne komentira, je pa, spomnimo, potrdil, da so kriminalisti potrkali tudi na vrata občine in s tem v zvezi celo opravili več zaslišanj.